Lepo pozdravljeni 1. aprila 2021 na dan norcev. Torej, po možnosti se nasmejte na račun koga drugega, seveda pa si lahko danes privoščite tako ali drugače tudi sebe. 1. april pa je zame začetek 21-dnevnega spomladanskega posta. Lanskega oktobrskega sem popisala po tej knjigi, glede spomladanskega bo verjetno išla v razširjeni izdaji ponatisk, ker je ta izvod že razprodan. Zdaj pa, če jo prelistam, vidim, da prvi teden sem zapisala, da je bilo olajšanje, šibkost, nespečnost. Prav z zanimanjem pričakujem, kaj bo prinesel prvi teden spomladanskega posta, ki ga glede na jesenskega začenjam približno enako. Torej, prvih 7 dni, od 5 do 7 dni, bom videla, kakšno bo počutje 5. dan, bo resnično vodni post, kar ne pomeni, da pijemo izključno samo vodo, ampak seveda različno tekočino. Tale grozna zelena za nekatere je topel, pravzaprav že kar vroč, peteršilov čaj, ki zelo prija tekom dneva. V tejle skodelici je pa zmiksan, ne vidi se, ampak je zelo okusen, siceršnji jutranji napitek, in sicer topla voda, 1 limona, malo ingverja in malo pol žličke medu, lepo zmiksano. Jaz se seveda v mojem pristopu k postu, k čiščenju telesa, razstrupljanju črevesja in duha, ne podajam brez turške kavice, ker sem kofetarca, in se tudi zavedam občasnih težav z nizkim pritiskom, torej jaz bom kljub odločitvi za post tudi tokrat v spomladanski različici tu in tam popila kavo. Sicer vam naj izdam, da sem ohranila nižjo težo, izgubljenih 10 kilogramov, od oktobra do današnjega dne v aprilu. V vmesnem obdobju sem se namreč vrnila k študentski različici prehranjevanja, ki se sodobno sliši na prekinitven post. Preprosto pa to pomeni, da vsaj 3 ure pred spanjem ne ješ, oziroma še bolj konkretno, od 24 ur si izbereš 8 ur, kjer se pač postopno prehranjuješ, na 2 uri kaj malega poješ, 3 glavne obroke in potem, če te zagrabi lakota, z meseci takšnega prehranjevanja zelo lepo razločuješ, kdaj si lačen in kdaj si žejen. Nisem načrtovala, da se bom spomladanskega posta lotila v 3. zaprtju države, namreč jesenski poteka v času 2. zaprtja države, ampak tako pač je, življenje premeša karte in z današnjim lockdownom v 3. se torej začenja tudi moj aprilski 21-dnevni preizkus. Tukaj vidite blazino, torej in pa tole mojo vibracijsko palico. Čez okno gledam sonček in naravo, torej to so neke stvari, ki jih lahko izvajamo, ne glede na to, kaj in koliko je okoli nas zaprto, krepimo telo in duha. Torej v teh 5 dneh se bom javljala s takšnim kratkim blogom, po 21 dneh bom mogoče koga premaknila, da o čem podobnem razmisli sam. Sicer pa ta prispevek ni namenjen temu, da bi kdo dojel, da ga z postom pozivam k stradanju. Ta celotni portal Razstrupi se in prisluhni si z različnimi vsebinami je pač namenjen temu, da se moramo počasi začeti zavedati, da moramo nazaj k naravi, da moramo znati prisluhniti, kaj nam govori telo, da smo odgovorni za svoje zdravje, za svoje dobro počutje in da je zelo pomembno, kaj damo vase, kar se tiče hrane in tekočin in kaj damo nase, predvsem pa tudi, da znamo ustaviti naše misli, takrat, ko nam ne služijo, ko nam niso v prid. In tole, kar se nam pač dogaja z epidemijo, kar kliče po tem, da se vse več ljudi začne ukvarjati z delom na sebi ali preprosto moramo se naučiti prisluhniti si na različnih ravneh življenja. Da bi lahko prisluhnili drugim, moramo prisluhniti najprej sebi in jesenska izkušnja posta je pokazala, da je počutje po 21 dneh resnično super,
prerojeno in da se v svoji koži, v svojem telesu pri 54 na koncu počutim bolje. Torej, današnji dan sem začela, 2 čarobna napitka sem vam odkrila, povem vam kaj več jutri, dejansko v 5-6 dneh kaj veliko novih nasvetov glede prehrane ne bo, ker bom, bi se rekla, utekočinjena. Bo pa kakšna ideja mogoče za kakšno tekočo juhico, sicer pa v čem se razlikuje spomladanski post od mojega jesenskega. V tem, da sem imela jeseni, ko je tudi bolj hladno vreme, zelo veliko potrebo po postenju z različnimi energetskimi juhami. Sprva, v prvih dneh so bile to bolj čiste, puste juhe, v nadaljevanju zelenjavne, zmiksane. No, v tem delu posta, vam pa drugič pokažem, da ne bom zdaj brskala, se pa opiram na eno knjigo, ki sem jo tudi preštudirala in jo povzemam v tej svoji prvi knjigi. In sicer po 5 ali 7 dneh se bom lotila smutijev na sadni in ali na zelenjavni osnovi. Torej, tokrat poudarek ne bo namenjen toplim juham, ampak bo v bistvu prečiščevanje z sezonsko hrano, ki mi bo pač na voljo, v bližnji okolici. Nekateri ste se udeležili mojega komunikacijskega treninga pred postom ali dieto, še vedno izvajam Zoom usposabljanje na to temo in seveda tudi na vse ostale teme, kar se tiče komunikacije in odnosov, morda še samo v malo bolj fit različici. Torej, razstrupi se, prisluhni si, lahko individualno ali tudi v sodelovanju z menoj. Bi pa vendarle ob koncu izrekla še eno opozorilo. Tako kot mi med jesenskim postom ni uspelo in sem v bistvu to naredila šele na koncu, eno krvno sliko in se ob koncu razvajala tudi v kisikovi komori, moram reči, da nekako nimam obraza, da bi zdravstvo v tem momentu vznemirjala s tem, da bi si včeraj ali predvčerajšnjem še tik pred zaprtjem delala temeljito analizo krvno in da bi videla, če so kakšne odstopanja. Po zadnji vem, da sem malo izpostavljena opciji povečane ravni sladkorja v krvi, torej moram pač paziti, da kaj sladkega nasploh, tudi kar se tiče fruktoze, sadje, jutranjih napitkov, to ne počnem ravno na tešče zgodaj zjutraj. Bom pa takšno krvno analizo, pa mogoče tudi vitaminsko terapijo ob koncu 21. dne in seveda tudi razvajanje v kisikovi komori sebi privoščila 21. oziroma 22. aprila. Do jutri pa naredite si lep dan, saj zdaj odločitev je izključno v vaših rokah, ali boste zmagovalci ali boste žrtve. Tega vam ne more nihče ukazati.